Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Pred nami je drugi polčas zadnjega 16. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med domačimi Dobrovci in gostujočo zasedbo iz Vidma. Po prvem delu gostje vodijo z 0:2 po dveh zadetkih Vrbaniča v tretji in pa 26. minuti. V obeh primerih je šlo za izjemno kvaliteten strel oziroma zelo dobro zaključevanje tega nogometaša in v težavah so domači pred nadaljevanjem tega obračuna. Strateg domačega moštva je za ta drugi polčas v igro poslal tudi dva nova sveža nogometaša. Namesto Roka Lubeja, ki je ostal v slačilnici, je v igro vstopil Tilen Štahel, namesto Hutinskega pa Nec Grandošek, ki je bil zaradi poškodbe odsoten. Skorajda celoten ta drugi del prvenstva. Bomo videli, kako se bo Grandošek znova znašel na igrišču po dolgem času. Pušnik je bil v samostojni akciji brez preglavice, vse skupaj razrešil nogometaš Vidma. Gre za številko 8 Ovčarja. Vsi napadi gostov so po večini potekali po desni strani, kjer sta bila zelo prodorna Tement in Ovčar. Zadetek pa zanimivo je dosegel nogometaš, ki igra na levi strani, Vrbanič. To je na nek način ta značilna igra gostujočega moštva, ki po desni strani prodira in nato s predložki oziroma s prenosom žoge na levo stran iščejo svoje priložnosti. Danes jim je to dvakrat že uspelo. Planšek lepo na desno stran, kjer Tement žogo vrača Ovčarju. Krajnc vrača proti Zdovcu. Zdovc s podajo na levo stran, kjer je Kmetec, še vedno posesti Kmetec. Kmetec je iskal Krajnca, vmešal se je Grandošek. Grandošek s podajo prostor, kjer je Domen Klanšek. Klanšek v samostojni akciji, uspešnejši od slednjega Zdovc. Grandošek z dobro globinsko podajo proti Podbrežniku. Podbrežnik je zgrešil. Podbrežnik je sedaj zgrešil praktično nemogoče v 48 minuti. Sijajna priložnost za Dobrovce po podaji Grandoška, pa je Podbrežnik na koncu zgrešil prazna vrata in izid ostaja 0:2. Sijajno odigrano, v praktično 2-3 potezah so sedaj iz igre domači povsem izločili oziroma vrgli, po domače rečeno, gostujočo zasedbo iz Vidma. Petek mirno vrača do Pivca. Ta je našel Grandoška, ki je v teh prvih 2-3 dotikih pokazal, da bo okrepitev za ta drugi polčas. Blagus med tem žogo vrača proti Juriču. Ta se je nekoliko poigraval. Še vedno nekaj zmede v kazenskem prostoru domačih. Jurič je na koncu vse skupaj razrešil. Napaka krivca. Klanšek v akciji. Klanšek v samostojni akciji, vendarle na koncu brez zadetka. Še enkrat več. Mislim, da se je na koncu žoge dotaknil vratar. Poglejmo tole, kako je Planšek prebral namero krivca, na to pa tukaj v samostojni akciji želel premagati vratarja Juriča, ki je vse skupaj preprečil, izbija Blagus.
Podbrežnik na levo stran, znova Grandošek, Podbrežnik v prostor proti Pušniku, krenil je Pušnik, od slednjega znova hitrejši, spretnejši Ovčar. Štahel do krivca. Sedaj pa napaka Grandoška pri sprejemu žoge. Znova so krenili gostje, Krajnc v samostojni akciji, Krajnc na levo stran, kjer je Vrbanič. Še vedno Vrbanič v bloku, Štahel, udarec iz kota za Videm, prvi v tem, oziroma drugi v drugem polčasu. Kot bo sedaj izvedel številko 11, Planšek. Planšek je lepo našel Cafuto, ta pa za 0:3 v 51 minuti. Tretji zadetek v mreži domačih in ja, to je tisto, kdo enostavno zapravi izjemno priložnost na koncu. Ponavadi prejme zadetek, Cafuta sicer ni tako zelo visok nogometaš, ampak zelo znajdljiv. Sijajno je zaključeval z glavo in premagal Juriča za 0:3, a treba izpostaviti, da je kakšne 2-3 minute nazaj izjemno priložnost za znižanje domačih zapravil Podbrežnik in kazen je prišla v obliki Gregorja Cafute. Bomo videli, kaj sedaj še lahko storijo v taboru domačih. Zaostanek 3 zadetkov pa je zelo, zelo visok. Še posebej na prikazano, nogometaši Dobrovcev zelo, zelo težko prihajali do kakšnih resnejših priložnosti. Vrbanič s prenosom na desno stran, iskal je Tementa, pravočasno na mestu Pušnik, Blagus. Menjava v taboru domačih. Za ta drugi polčas je tudi spremenila manjši sistem oziroma postavitev nogometašev v zadnji vrsti. Petek se je vrnil na svoj standarden položaj centralnega branilca. Blagus je odšel na levo stran, kjer je dotedaj igral Lubej, na desno stran pa Štahel, ki je v igro vstopil prav na mesto kapetana Roka Lubeja. Pritisnil je Podbrežnik na vratarja Rogino, ki je imel nekaj sreče na koncu pri samem posredovanju, da se je žoga odbila v goal out. Nova lepa podaja na levo stran, kjer je Vrbanič in Štahel v dvoboju. Uspešnejši je bil Štahel. Klanšek je iskal Grandoška, prekršek slednjega. Nova visoka podaja Zdovcev napad, tokrat je izbil Petek, teče 54. minuta obračuna, prednost gostov pa 3 zadetkov. Bomo videli, ali lahko domači pridejo vse do časnega gola na obračunu, a jasno v primeru, da pridejo do hitrega znižanja, se situacija znova lahko hitro preobrne. Klanšek do krivca, še vedno Krivec.
Cafuta prepušča Krajncu, ta pa visoko čez vrata. Sedaj nekoliko tvegano Kmetec, Klanšek je bil nekoliko prekratek. Cafuta lepo je našel Vrbaniča, prekršek Štahela. Krajnc na desno stran, kjer ima nekaj prostora Ovčar do Planška. Lepo odigrano strani gostov, sedaj znova. Na koncu je posredoval Blagus. Predložek pred vrata izbijajo domači. Krajnc na desno stran, kjer je Ovčar. Še vedno Ovčar. Izbija Štahel. Do tega kroga je bilo odigranih 90 tekem. Videli smo 48 zmag domačih ter 30 zmag gostov in 12 neodločenih rezultatov. Najvišjo zmago pa so v tretjem krogu zabeležili Podvinci, ki so z 0-7 ugnali Dobrovce. V 13. krogu so s tem enakim rezultatom Zreče premagale Cirkulane. Doseženih je bilo zaenkrat pred tem krogom, seveda se pogovarjamo 313 zadetkov, 179 proti 134 je v prid domačih moštev. Če potegnemo črto, je to skupno kar 3,5 zadetka na srečanje. Še en podatek, ki nam pove, da se je v tej sezoni igral zelo napadalen nogomet v tretji ligaški konkurenci. Pušnik, bori se Pušnik, vendarle spretnejši, uspešnejši Planšek. A prebral je njegovo namero Pušnik, priboril svojemu moštvu znova žogo. Podbrežnik, prekršek Planška. Pušnik lepo do Grandoška. Grandošek je v kazenskem prostoru iskal Klanška. Izbijajo znova gostje, ki so zaenkrat v teh obrambnih nalogah dobro opravili svoje delo. Edino v primeru, ko je Grandošek z izjemno globinsko podajo zaposlil Podbrežnika. Ale ta je zapravil sijajno priložnost za znižanje rezultata, takrat je pri 0-2. Rumeni karton je za prekršek prejel Elvino Podbrežnik, obležal je eden izmed gostujočih nogometašev.
Tukaj bomo sedaj še enkrat več v tem počasnem posnetku videli ta prekršek Podbrežnika. Mislim, da je nekoliko nerodno na koncu stopil tudi nogometaš gostujočega moštva. Bomo videli, ali bo lahko nadaljeval s tem obračunom. Obležal Jezdovc. Bomo videli, ali bo lahko nadaljeval z obračunom. Bilo je dokaj neprijetno, predvsem je nerodno stopil ob koncu dvoboja s Podbrežnikom. Pri domačih je v tej sezoni največ rumenih kartonov prejel Tilen Štahel 7, sledi Alen Hutinski s 5, po 4 sta prejela še Domen Klanšek ter Aljaž Jager, po 3 pa Žan Petek, Nec Grandošek, Krešo Blagus ter Rok Pivec. Skupno so pri Vidmu v tej sezoni prejeli, oziroma pri Dobrovcih, seveda se opravičujem, prejeli 44 rumenih in 3 rdeče kartone, le te so dobili Ploj, Blagus in Lubej. Štahel do Pivca, oziroma do Krivca, ta atraktivno proti Kelcu. Poskus globinske podaje Kelca proti Podbrežniku, nekoliko prehitra žoga za slednjega. Podaja na levo stran, ker je Vrbanič. Še vedno Vrbanič v bloku Kelc. Visoko čez vrata, pa je na koncu sprožil če se ne motim, Tement. Krivec, znova Kelc. Po tistem tretjem zadetku gostov se je na igrišču vse skupaj povsem umirilo. Grandošek vrača do Podbrežnika, ta na desno stran, kjer je Pušnik. Štahel. Grandošek. Še vedno v samostojnem preigravanju Grandošek. Žogo je na koncu zapravil Lah. Klanšek je iskal Podbrežnika, premočna podaja Domna Klanška. Blagus. V preigravanju sedaj Blagus. Blagus strelja, obramba Rogine ostaja 0-3. Kot sedaj za domače moštvo. Izvajalec bo, kot vse kaže, Krešo Blagus, a vendarle bo ta prepustil izvedbo kota dosti manjšemu Krivcu in se sam preselil v kazenski prostor, kjer bo iskal svojo priložnost. Znova proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil Klanšek, ali ta nekoliko nespreten pri zaključku same akcije. Menjava sedaj tudi v taboru gostov iz igre. Je odšel številko 5 Zdovc, ki vendarle ne bo mogel nadaljevati s tem obračunom. V igro pa prihaja številko 20 Jure Gojznik. Iz avta bo metal za goste sedaj, ki se jim nikamor ne mudi, imajo res lepo prednost za teh zadnjih slabih 30 minut. Krivec, še vedno Krivec.
podaja na desno stran Cafute, kjer je Ovčar Tement, znova Ovčar. Ovčar s predložkom zadevja Blagusa. Ta izbija, Grandošek. Grandošek lepo do Podbrežnika, ta proti Klanšku. Klanšek je krenil, po levi strani se vključuje Podbrežnik, še vedno Klanšek. Klanšek v samostojni akciji, obramba Rogine ostaja 0-3. Lepo so ta protinapad odigrali domači nogometaši. Domen Klanšek je sprožil, a Rogina se je izkazal z obrambo in kot že rečeno, prednost gostov ostaja 3 zadetkov. Vrača Klanšek do Blagusa, ta s prenosom na desno stran, kjer je Pušnik. Pušnik in Grandošek se nista najbolje razumela v tej situaciji. Grandošek je želel žogo v noge, Pušnik pa je iskal Grandoška v prostoru. Štahel, Grandošek. Krivec na levo stran, kjer je Blagus. Krivec na desno stran, nekaj prostora ima Štahel. Štahel s povratno podaja, Grandošek strelja v bloku, Gojznik. Še ena lepa akcija domačih v tem drugem polčasu, ki Blagus, čez vrata je sprožil Blagus. Še enkrat več smo lahko videli to priložnost Grandoška. Pravočasno še v bloku Gojznik, nato pa podaja Petka na levo stran, kjer je strelom z dokaj zahtevnega položaja poizkusil Blagus. Vrvanič je izvedbo avta prepustil Kmetecu, na koncu pa nesporazum Kmetca s Krajncem. Podbrežnik je na desni strani iskal Pušnika, na mestu tokrat Lah. Pri Dobrovcih je v tej sezoni pred tem dvobojem seveda največ minut odigral Elvino Podbrežnik, 1322, Aljaž Jager mu je sledil s 1275, Žan Petek jih je odigral 1260, Domen Klanšek 1209 ter Jan Krivec 1167. Nova priložnost za Grandoška, a tudi ta ostaja neizkoriščena. Poglejmo si še to akcijo. Dobrovc enkrat v počasnem posnetku, lepo je Klanšek spodal na desno stran, znova našel Grandoška, ta pa je sprožil čez vrata. Nesporazum sedaj Pivca in Klanška. Takoj so to želeli izkoristiti v taboru gostov, zavedali so se, da je Pivec nogometaš iz zadnje vrste, ki se je želel vključiti v napad in da so imeli pri Dobrovcih za ta poizkus hitrega protinapada strani Vidma igralca manj v fazi branjenja, a na koncu strani gostov ni bila ta prava zadnja podaja, s katero bi si lahko pripravili novo priložnost. Kelc sedaj na desno stran, kjer je Štahel, lepo Kelc proti Štahelu, Štahel proti oddaljenejši vratnici.
Premočna podaja je bila to Štahela, Klanšek, še vedno v samostojni akciji Klanšek. Klanšek v preigravanju, Klanšek, obramba Rogine. Veliko poizkušajo domači, ki so v tem drugem polčasu pokazali več, morda bi lahko celo rekli boljši nasprotnik od gostov iz Vidma. Ali ti so po tretjem doseženem zadetku stopili nazaj in v fazi napada enostavno ne poizkušajo več toliko, kot so predtem. Dovolj visoko je skočil sedaj Štahel, Pušnik, še vedno Pušnik. Pušnik v priložnosti. Kakšna situacija sedaj za Pušnika. Klanšek znova, Grandošek vrača Štahelu, obramba Rogine. Kakšne priložnosti sedaj drugo za drugo zapravljajo v taboru domačih. Tukaj krenil Pušnik, poglejmo. Sam želel zaključiti tole akcijo, morda je imel boljšo izbiro pri podaji za Podbrežnika. Nato pa še Klanšek in Grandošek s podajo nazaj proti Štahelu in obramba Rogine ter kot za domače ostaja 0:3. Izbija Cafuta. Iz avta Blagus, kjer je Krivec, še vedno Krivec, ta prepušča do Kelca. Krenil je Klemen Kelc, spodaja prostor, je iskal Podbrežnika. Pravočasno se je obrambo sedaj vrnil Štahel. Kelc je videl tekajočega Pušnika. Tokrat na mestu Kmetec. Prekršek Domna Klanška, ki je tako ustavil poizkus hitrega protinapada strani Vidma. V njega je povlekel Cafuta, ki je glavni faktor pri organizaciji napadov gostov, bi lahko rekli, predvsem ko leti potekajo skozi sredino. Lepo odigrano strani Vidma. Krajnc, Šegula na desno stran, kjer je Tement s predložkom proti Šeguli, ta atraktivno, a nenatančno. Blagus, še vedno posesti Blagus. Vrača proti Pivcu, Pivec s podajo našel je Grandoška, ki je uspel podaljšati žogo proti Klanšku, ta pa je z borbenostjo priboril avt svoji ekipi. Podbrežnik, prekršek nad slednjim. Teče 73. minuta obračuna, prosti strel za domače, izvajalec pa bo Jan Krivec. Krivec s predložkom, na mestu pa Rogina. Nevarni so ti predložki Jana Krivca, ki zna na nek način v težave spravljati s temi svojimi predložki obrambe nasprotnikov, a zaenkrat še pri Dobrovcih niso realizirali svojih priložnosti. Iz avta bo sedaj metal Šegula. Zamenjava sedaj v 74 minuti znova pri domačih. Iz igre odhaja Bine Pušnik, v igro pa prihaja Tim Bezjak.
Tokrat vendarle izvajalec Kmetec. Kmetec je iskal Vrbaniča. Dovolj hiter je bil Šegula, znova Vrbanič, Kelc, Krivec. Vmešal se Planšek, še vedno Planšek, na mestu še enkrat več Krivec. Še na hitro pregledamo situacijo, kar se tiče rumenih kartonov strani gostujoče zasedbe. Pred tem obračunom sta po 4 prejela Jure Gojznik ter Vid Ovčar, kar je največ med vsemi iz videmške zasedbe. Po 3 so na svoj račun upisali še Gregor Cafuta, Sebastian Krajnc, Marko Šegula, Alen Planšek ter Žiga Zdovc. Po 2 pa Luka Mesarič, Renato Vrbanič ter Fataj Adedoja. Skupno so pri gostih v tej sezoni prejeli 34 rumenih in 2 rdeča kartona. Le-ta sta dobila Gojznik in pa Zdovc. Nov poizkus globinske podaje Klemna Kelca, tokrat neuspešno. Rogina, jasno, mirno, vse skupaj, imajo čas Videmčani. Največ minut pa je pri gostih v tej sezoni izbral Gregor Cafut, oziroma sta zbrala Cafuta ter Sebastian Krajnc, 1350. Sledi Alen Planšek 1252, Žiga Zdovc 1170, Jure Gojznik 1078 in Žan Planšek 990. Medtem pa nalet domačih, ki so še enkrat več poizkusili s to visoko podajo v kazenski prostor Vidma. Še enkrat pa na mestu Rogina. Vrbanič, mirno Vrbanič. Krajnc, še vedno Krajnc, vrača proti Lahu. Lah ne najbolj natančen pri oddaji žoge, Pivec je krenil. Še vedno Pivec, Grandošek. Grandošek, lepo je Grandošek našel krivca. Krive strelja in znižanje rezultata. Strelec za domače pa Jan Krivec, 1-3 in ja, morda pa še imamo za teh zadnjih 15 minut tekmo in bomo videli, ali lahko Dobrovce pridejo še do kakšnega zadetka in tako naredijo to tekmo še bolj zanimivo, kot že je. Lepa akcija je bila to strani domačega moštva, Jan Krivec pa je s tem zadetkom prišel do svojega 3. v tej sezoni in se tako izenačil na 2. mestu z Domnom Klanškom, kar se tiče seveda lestvice strelcev Dobrovc. Menjava sedaj tudi v taboru gostov. Iz igre odhaja Lah, v igro pa prihaja Planšek. Bezjak vrača proti Blagusu. Bezjak se je po vstopu preselil v zvezno vrsto, nekoliko više pa je stopil Jan Krivec, ki je že dokazal seveda s tem zadetkom, da je lahko zelo, zelo nevaren pred nasprotnikovim golom. Rumeni karton je sedaj prejel tudi Jure Gojznik. Najvišji v skoku je bil eden izmed gostujočih nogometašev Klanšek. Klanšek nekoliko nenatančen pri oddaji žoge, Pivec z glavo je podaljšal Blagus. Znova so lepo odigrali domači. Vidimo, da imajo Videmčani v tem drugem polčasu, predvsem v drugem delu drugega polčasa, veliko težav v fazi branjenja.
Nogometaši Dobrovc so vsi priigrali kar nekaj lepih situacij, dobrih priložnosti za zadetek, eno izmed teh samo izkoristili. Krajnc proti Šeguli, Kelc na desno stran, kjer je bil Štahel, a nekoliko prekratek slednji, Vrbanič. Še težave sedaj tudi za Vrbaniča. Lepo se je znašel Štahel. Štahel s podajo napad, kjer se je odkrival Grandošek, a na mestu Gojznik. Iz avta sedaj Štahel proti krivcu. Planšek mirno vrača do Gojznika. Ta na desno stran, kjer je Ovčar in Tement v tem drugem polčasu nekoliko nevidna. Bezjak je krenil, Bezjak zelo nespretno sedaj in nespametno Tim Bezjak, izbija pa Gojznik. Na mestu Rogina. Rogina s podajo napad, Petek najvišji. Mešal se Kelc pošilja žogo v napad strani brez prave kombinacije sedaj v taboru domačega ekipe. Petek mirno vrača do Juriča, znova je tukaj Klemen Kelc. Blagus. Petek. Štahel s podajo proti Kelcu. Na levi strani je Blagus, ta znova proti Kelcu, teče pa že, oziroma pravkar se je začela 83. minuta. Podbrežnik, še vedno je tukaj Elvino Podbrežnik v samostojni akciji. Krivec, kakšna priložnost sedaj za domače in ostaja 1-3, nekaj neverjetnega so sedaj zapravili pri Dobrovcih. Poglejmo tole, Podbrežnik na tole po proti krivcu, ta je preveč ležerno vzel ta strel, umešal se je Alen Planšek in oziroma umešal se je Kmetec in preprečil novo znižanje Dobrovc na 2-3. Neverjetno, kaj vse so domači zapravili v tem drugem polčasu, dokazali, da lahko parirajo z Vidmom. Vrbanič v bloku Pivec. Povsem so nadigrali Videmčane, po tretjem prejetem zadetku vsi priigrali res lepo število zadetkov, s katerimi bi lahko prišli do znižanja, če ne celo, če bi zadeli vse, kar so imeli, do izenačenja, morda celo do prednosti. Prosti strel bo za Videmčane sedaj izvedel, kot vse kaže, številko 9 Kmetec, a zraven njega je pripravljen tudi Žan Planšek.
Vendarle bo izvajalec Kmetec. Kmetec strelja visoko čez vrata, je sprožil Kmetec. Klanšek, še vedno Domen Klanšek, Bezjak, Blagus, Blagus vrača do Pivca, Petek, Petek na desno stran, dvojna podaja Štahela in pa Krivca. Iz avta bo sedaj za Videmčane metal Kmetec. Kmetec je iskal Krajnca, vmešal se je Petek, Krivec, Krivec je krenil. Vse skupaj je razrešil Gojznik. Krajnc je povlekel proti napad in prekršek Bezjaka. Preoster je bil Tim Bezjak, sedaj v tem primeru prejel rumen karton v 86. minuti. Tim Bezjak, še enkrat več si oglejmo to ustavljanje Bezjaka. Cafuta je iskal Šegolo. Pokrivec proti Kelcu, ki je zapravil žogo, krenil je Planšek, še vedno Planšek v samostojni akciji, Planšek in Štahel v dvoboju. Prekršek je na koncu storil nogometaš Vidma. Krivec takoj podal na levo stran, izjemna diagonala Krivca. Domen Klanšek sedaj, Klanšek, še vedno Klanšek. Uspešnejši od slednjega Ovčar. Bezjak, udarec s komolcem, sedaj Bezjaka, ali bo to morda celo drugi rumeni karton za slednjega in posledično tudi izključitev. Tako je, Tim Bezjak je prejel drug rumen karton. In tako prejel rdečega. Izključitev za Tima Bezjaka, ki v tej sezoni ni veliko igral, tudi danes je v igro vstopil v sklopi, a predčasno zaključil zaradi dveh rumenih kartonov, posledično prejel rdečega. Še enkrat poglejmo to nespretnost Tima Bezjaka. Morda tudi nekoliko stroga sodniška odločitev glede na situacijo, katero imamo na igrišču in seveda minuto, katera teče. Smo že v 88. Poda sedaj Kmetca v prostor, kjer je bil Tement, ki je v tem drugem delu povsem neviden. V prvem polčasu je bil zagotovo zraven Vrbaniča, ki je dosegel 2 zadetka, najbolj nevaren nogometaš Vidma. Teče pa že 89. minuta. Kelc, brez prekrška nad Kelcom. Out bo na koncu pripadel zasedbi iz Vidma.
vrača Cafuta do Rogine, še vedno posesti Cafuta, strelec tretjega zadetka za gostujočo zasedbo. Vrbanič, veliko prostora je osvojil Vrbanič, v prostor proti Kmetcu. Kmetec s predložkom pred vrata, izbil je Jurič, Planšek, še vedno Planšek, nanj pazi Blagus. Prekršek Blagusa. Nad Planškom. Planšek v kazenski prostor, atraktivno. Je želel Šegula premagati vratarja Juriča, a ta je bil pazljiv in ubranil ta poizkus gostov, na to še z roba kazenskega prostora Vrbanič, tokrat uspešnejši od njega Jurič, atraktivno Vrbanič. Cafuta proti Krajncu. Podbrežnik je sprožil pravočasno, pa v bloku Gojznik. Štahel iz avta proti Grandušku, medtem pa je glavni sodnik odpiskal konec današnjega obračuna. Na koncu zmaga z 1-3 Vidma, po prikazanem bi lahko rekli morda nekoliko previsoka, kajti domači so si priigrali svoje priložnosti. Sedaj še pozdrav obeh trenerjev in seveda nogometašev ene in druge ekipe. Poglejmo sedaj še oba zadetka iz drugega polčasa. Za 0-3 v 51 minuti z glavo je poskrbel Cafuta, nato pa lepa akcija domačih. Grandošek na desno stran proti krivcu, ta pa mirno mimo vratarja Rogine za 1-3. To je bilo z moje strani vse, kar se tiče tega obračuna in celotne sezone. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.